Dober dan. Dober dan. Vlada je postavila pred časom direktorja Sove, pa je gospod Oček, direktor obveščevalno-varnostne agencije, že odstopil. No, potem vlada je imela namen postaviti ministra za gospodarstvo, pa je se kandidat odrekel temu, da bi vodil resor za gospodarstvo, še preden je prišel na parlamentarno audicijo, govoriva o gospodu Koprivcu. Ima Cerar problem? Ja, kadrovski? Očitno ga ima. Očitno ga ima. Tako se mi zdi, da je nek entuziazem, da bi ljudje prevzemali te funkcije, ki so dost zoprne tudi, da je malo splahnev in da verjeten na seznamu kadrovske ponudbe ostaja tako bolj druga liga, kot kakšni špicen kandidati. Res je. Zdi se mi, da je problem pravzaprav sestavljen iz dveh ravni. Prva raven je v vprašanju, ali je premier kos nalogi, ki mu je dana, ali ne. Zdaj tako, če bi se človek kritično ozrl, bi lahko recimo v teh zadnjih dveh kadrovanjih videl določene elemente nezadostnosti ali pa slabo pokritega bazena, nabora kandidatov ali karkoli že, to je res. Seveda, po drugi strani je pa nekako tako opazno. En premier, in to katerekoli države, tudi tako majhne, kot je Slovenija, enostavno sa svojimi sposobnostmi nikakor ne more pokriti vseh potreb države. Če je še tako sposoben, bo vedno nesposoben. To se pravi, nikoli ne bo zadosti sposoben za to, da bi sam sa svojo karizmo in tako naprej državo lahko rešil. Dejansko bi rabil v tem svojem početju bodisi zelo dobre sodelavce, bodisi zelo odgovorne deležnike v procesu odločanja, ki pa niso samo njegova lastna stranka, ki niso samo tisti, ki se z njim strinjajo, ampak so lahko tudi tisti, ki se z njim ne strinjajo. Se pravi, opozicija pa tudi druge veje oblasti, konec koncev. In konec koncev tudi civilna družba, javnost in tako naprej. Pravzaprav, kaj bi s tem hotel povedati? Ne da bi zmanjševal pomen njegovih napak, če jih ima, kolikor jih ima, kar se bo pokazalo. Kljub vsemu še ni 100 dni pretekel, ali je, mislim, da ni. Ne, ni še, ima še nekaj kredita. Ima še nekaj malega kredita, ampak ko jaz to opazujem te reakcije, Slovenija nekako funkcionira tako, da bi imela pregorelo sklopko, kada nekako ne zagrabi tistega svojega potencijala, kako bi morala stopati na neko pot ali pa delati korake, ki bi bili optimalni za prihodnost naše države, s tem, da se rešimo vseh teh grozečih, pretečih težav. Tisto, kar so midva zanj postavljeni, se mi zdi res velika prioriteta, to se pravi politična stabilnost Slovenije in pa projekt slovenske države, ki je v nekem, recimo temu, malo patetično zgodovinskem obdobju, v neki zgodovinski paradigmi. Zakaj? Zaradi tega, ker stara formula države ali pa našega prostora, ki je bila zavezana socializmu skozi 100 let. Smo imeli različne oblike socializma, v katerem so se različne ideološke skupine celo podale roke, zato da so zavarovale vrednote socializma in vemo zakaj. Iz nekih preživetvenih razlogov, ki so bili zelo značilni takrat oziroma zelo vidni takrat za časa Janeza Kreka, recimo. Potem smo imeli Slovenijo znotraj jugoslovanskega okvira, kjer se je pač neka identiteta je zelo dobro funkcionirala. In tudi potem, ko se je razvila komunistična paradigma delavskega razreda pod okriljem sovjetske oziroma pod plaščem Sovjetske zveze, je vse nekako funkcioniralo. Mislim, da je bilo včeraj tudi na nacionalni televiziji dosti zanimiva oddaja o tem, ko so nekateri ljudje, med drugim Rastko Močnik, razmišljali, na kateri točki se je zgodilo, da je v bistvu v Sloveniji na tem prostoru namesto nekih družbenih vrednostnih matric,
bil prevladal nacionalizem, ne? In za njega žal tudi bil opuščen razredni boj. Ne? In mi smo zdaj v neki točki, ko smo se naužili sadov kapitalizma, ko smo vstopili v nek nov družbeni sistem, v katerega smo si obetali same dobre stvari, ne? Same idealne stvari, se pravi boljši standard, boljše življenje, več demokracije, več transparentnosti, več vsega, več. Ne? In zdaj smo na tem, da imamo vsega manj. Ne? In zdaj, ko je vsega manj, nastala praznina, ki jo je treba napolniti. In jaz mislim, da ta zgodovinska situacija je preprosto v tem, da se je treba spet vprašati, ali se je treba vrniti v stare vzorce, ki so vzdrževali naš smisel, pa so se izkazali. V socializmu govoriš. Recimo v socializmu govorimo, ali pa o klerikalizmu, ali pa recimo o preprosto narodni prebuji, nacionalizmu. Ne? Mi smo v neki moderni schemi, ki nas pa briše. Ne? Ta moderna schema nas na nek način kot skupnost, kot družbo briše, ker nimamo nekih vrednostnih matric. Ne? Sprav, je treba iz tega nekaj narediti. Stopati je res treba z obema korakama v neko moderno zgodbo, ampak to moderno zgodbo treba pa napolniti z nekim vezivom. Ne? A veš, ne? No in zdaj, ko sem malo zakompliciral, pa majhen zatežil, ne? Ampak ne vidim enega premijeja ali pa enega Mira Cerarja kot edinega, ki je ta trenutek zadolžen za to, da to počne. Da najde vezivo, da reši državo, da ekonomsko reši državo, da pravno reši državo. Skratka, se mi zdi, a veš, da je to res nek projekt, zato ker smo mi zadnjič govorili o neki novi družbeni pogodbi. Se mi zdi, da je to sestavni del tega. To je en vidik, ne? Drug vidik, ki se mi zdi pa zelo pomemben, je pa ta, še enkrat, nočem zmanjševati pomena njegove morebitne nezmožnosti. Ker ta trenutek jaz ne morem definirati, ker je ne znam, ne vem. Ne? Ampak, veš, kljub vsemu se mi pa zdi nekaj. Ne? To, da ima on take težave s kadrovanjem, pri čemer vsaka čast recimo ministru Mramorju, da je nekako bil pravzaprav edini, ki je rekel, čist nič mi tole ne diši, tega jaz ne bi počel, to je zoprna stvar, ampak zaradi svojih vnukov bom to naredil. Ne? To se mi zdi lepa gesta. Kakorkoli, lepa gesta. Ne? Kliče država, ne morem reči ne. Tako, v tem smislu. Ne? Ja, v tem smislu dejansko. Ne? Kaj boš ti storil za državo? Ne? In ne morem se pa znebiti tega vtisa, da je Slovenija do neke mere bila, oziroma do velike mere, bila plen lobijev, korporacij, da so v bistvu tudi zunanji interesi plačevali stranke pri kampanjah. Bodi si lobijev, ne vem, gradbenih lobijev, živilskih lobijev, farmacevtskih lobijev, ne vem kaj vse. Ne. Predvsem tudi tistih lobijev, ki podkupujejo recimo te gradnje pri raznih T6 in tako naprej. In ne morem se pa znebiti vtisa, da je ta vlada zdaj padla v en tak prazen prostor, ker nisem prepričan, da je vse ne vem kako bilo podplačano pa izlobirano. To se je preprosto zgodilo. Ne? In vsi ti interesi so zdaj na nek način še niso uspeli vstopati, pa bi radi vstopili, tako bom rekel. Ne? In tisti, ki natančno vejo, kaj hočejo, se radi ponudijo za funkcije. Tisti, ne, ki pa te agende zadaj interesne nimajo, ne, pa vejo, kaj to pomeni, pa tudi ne vstopijo. Ne? In se zdaj v bistvu Cerar znajde v nekem prostoru, ki bo izredno težko na etični pogon dobil ljudi, kar bi bilo pa edino primerno, ne? Kar bi bilo edino pametno pravzaprav celo. In se mi zdi, da je to res trenutek, v katerem je treba diskutirati tako zelo, zelo na glas, ne? In se vprašati, zakaj mi ta trenutek, namesto da bi s polno paro šli proti svoji rešitvi, se peljemo z ročno zavoro, ali je to interes financerjev tistih strank, ki so furale interese, ki so peljale interese, ali je to res samo nesposobnost premijeja. Ne? To je, se mi zdi, tako usredno vprašanje. No? Ne, mislim, da tako, veš, konec koncev, če slediš, veš, ali bi se dal identificirati skupino ali pa mrežo ljudi, ne, ki ima izrecno interes, da tudi Cerarju spodrsne. Ne. Ja, mislim, da bi se tako celo dal kakšen oris narediti. Se pravi, interes za to, da tudi ta vlada pogrne, po mojem obstaja, ne, po mojem zadost jasen. Ne. In se ga dal tako, vsaj približno, ne, to skupino ali pa omrežje tudi orisati. Ne. Na konec koncev, dajmo reči, ne, če uporabimo ribiško metaforo ribarjenja v kalnem, ne,
marsikomu ostalo interesu, da se tukaj pač ne spremeni praktično čist nič, ne. Da stvari ostanejo, kakršne so bile, dajmo reči 20 let, da ne bomo rekli 25, ne. In da se te tranzicijske štorije še lepo nadaljujejo, dokler ne bo zgodba plenjenja popolnoma končana, ne. Ja, tudi, mislim, na tej točki bi morala biti dejansko cela Slovenija v stanju popolne pripravljenosti, oziroma bi morali biti res pozorni na to, kaj se dogaja, ne. Ker zdaj pa že čas, da se nehamo sprenevedati, ne. Treba enostavno postaviti neke ali pa uvideti potrebo po standardih odličnosti, ne, ki so preprosto v tem, ne. Ali je meni nekdo všeč, ta trenutek je pač ta premier, v neki drug trenutek je bil nek drug premier, tretji premier, ali mi je všeč ali mi ni všeč, ne. Če vidim, da ni slabo nameren, a veš, je na nek način odlično za državo narediti in sodelovati z njim, ne, do take mere, da se državi pomaga vendarle častno, ne. To se pravi, naš cilj ni to, da bomo razmišljali, ali bo njegova stranka preživela, ali bo njegova stranka vzdržala 4 leta pa še en mandat, ampak je naš cilj vzpostaviti družbeno okolje, v katerem se bo dogajalo nekaj pravilnega. To pa je zelo usodno ta trenutek zaradi tega, ker smo dejansko na tem, da brišemo srednji sloj, ne? Da brišemo, da damo prosto pot kapitalu, da začnemo uničevati javni servis v imenu varčevanja, kar je, veš, pot v pogubo je vedno tlakovana z dobrimi nameni, a ne? Vedno se rešuje državo v imenu krize, to se pravi v imenu javnih financ, ampak zraven se počeše pa še kaj drugega, ne? In to je bilo za časa Janševe vlade zelo izrazito, ne? A veš, to se pravi, naredimo en korak, ki je pač potreben zaradi narave krize, potem pa gremo še 10 metrov ali pa 100 metrov globlje od tega, kar je treba, ne? Pa počešemo še svoje sovražnike, ne? Ja, mislim, da je kriza alibi za to, da posegaš tja, ker imaš politične interese. No. Tako je. Ja. To je to, ne. In se mi zdi, no, da je treba še spet upozoriti na tisto, kar so zadnjič nekako postavljali, na potrebo po neki pogodbi in potrebi po nekih standardih družbene odličnosti, ki kar izginevajo. Ne. Jaz se čudim, ne. Čudim se, kako je iz debate, mislim, poslanec oziroma doktor Dobovšak je na to pač upozarjal pred volitvami, med volitvami in zdaj je pač se distanciral, ne. Pustimo, a je to v redu ali to ni v redu, pustimo to vprašanje, ampak takrat se je zelo veliko govorilo, mi da so tudi zelo veliko govorila o javnem zdravstvu, o korupciji v javnem zdravstvu. To so debate, ki so spet potihnile. Spet enostavno se več ne zaostruje vprašanja, kako optimalizirati te in te procese odličnosti, čeprav ne vem, na enem omizju oziroma na enem studiu ob 17 sem slišal, da na kliničnem centru vse dela na tem. Ne. Slišal sem pač. Ne. Ampak vseeno bi bilo mogoče dobro na javni sceni imeti to vprašanje, se pravi v javni debati imeti to vprašanje, kako sistematično izganjati korupcijo, zato da bomo ljudje verjeli v transparentnost tega, kar hoče vlada in kar vsi skupaj hočemo narediti. To mora biti transparentno in to se mora slišati vsak dan. Ampak vsak dan, ne samo v ekscesni obliki, to se pravi preganjamo kriminalce, zdaj imamo v NKBM-u in tako naprej. Veš, mislim, zdaj se tako preiskovalne NPU pa kriminalistične skupine se tako pojavljajo kot fantoni iz opere, kar naenkrat se pojavijo v operi, nekaj naredi pa spet zgine, pa spet mine to. To je tako stihijsko preseneča. Oni delajo svoj posel, mi smo pa stihijsko presenečeni in rečemo, fajn, nekaj se spet dogaja in tako naprej. Čist nič pa ne veš, kakšna je struktura tega dogajanja. A interesno pobarvana, je brezinteresna, skratka, tudi standardov nadzora, internega nadzora in tako naprej. Nekaj, o čemer se je nekoč vendarle govorilo. Ne. Mislim, ne govorimo o konkurenčnosti, ne. Mislim o kaj že tista agencija, no, za konkurenčnost. Agencija za varstvo konkurence. Za varstvo konkurence, recimo tam notri čudo nekih dilem, ne, ki bi vendarle morali postati javne in o tem bi se morali debatirati preprosto zato, da bi tako imenovani slabi fantje razumeli, da se to ne splača in da se to ne sme. A veš, tam ljudje bijejo neko bitko, mi o njej nič ne vemo in vendarle oni lahko, veš,
In isto, veš, pri vrednostnih papirjih, pa vseh teh stvari, kar smo včasih nekako diskutirali. Ne. In enak standard, in to zdaj se spet bo vrnila k temu, kar so že zadnjič in predzadnjič obdelovala, ne, pri tej presneti protikorupcijski komisiji, ne, ker ne ustvarja niti vzdušja, kaj šele, da bi pokazala neke rezultate. Tudi vzdušja ne ustvarja več. Ne. In zdi se mi preprosto, da in seveda tle smo tudi pri pomenu javnih medijev, ne, logično, ne, ker javni mediji kot civilna družba, ne, se mi zdi, da bi si lahko v uredniške politike prigradile to vrednoto, ne, ki bi jo preprosto, ne zato, da bi s tem ne vem kako služile, ampak preprosto, da bi rezonirale ta vprašanja, ki so nujno potrebna. Ne. Se v končni fazi gre za našo državo. Ne, in tako. Tisto, kar ima brez težavo, ne, pri spremljanju vlade, ne, je to, da bi vendarle bolj jasno razbral eno rdečo nit, ne, ki jo ima. Kakršnakoli bi ta rdeča nit bila, ampak neko rdečo nit bi rabili, med drugim tudi zaradi tega, ker če je ta rdeča nit zadosti prepričljiva, se da pritegniti zraven in civilno družbo in konec koncev tudi druge veje oblasti, upoštevajoč njihovo avtonomijo oziroma razmerja medsebojnega nadzora tudi, ne. In mi zdi to rdečo nit je treba definirati, ne. Časa za to, da bi jo pa definirali, je pa vedno manj, ne. Je v osnovi vsem, kako se imenuje, ne, ampak treba jo imeti, ne. Konec koncev, ne, Američani so si v času krize in ko so iz krize skušali priti v 30 letih, spomnili oznako New Deal, ne, spravi, konec koncev nek novi dogovor ali pa nova dela, pogodbo, ne. Nova pogodba, ne, ja. Karkoli, ne, brez te rdeče niti, ne, ki bo povezovalna, ker pač niti počnejo konec koncev, ne, mislim, da bo težko stvari premakniti naprej. Ne. Nemogoče celo. In tudi, če bo dejansko se izkazalo na koncu, ne, da premier kadruje preprosto zato, da bi zadržali integriteto svoje stranke ali pa da bi nekompetentne ljudi dal na mesta, ki zahtevajo kompetentne ljudi, potem bojo koalicijski partnerji najprej začeli o tem zelo jasno in glasno govoriti in to se zdaj že dogaja. Problem je samo v tem, da jaz ne vem, je to utemeljeno ali neutemeljeno. Ne. Nekateri pravijo, da v primeru pač tega gospoda, ki je bil imenovan na Sovo, je bilo utemeljen očitek, ne, da gre za pač za nekompetentno osebo, ampak jaz o tem ne morem soditi, ker o tem ne vem popolnoma ničesar, ne. Pač v tem primeru, ampak zdi se mi pa tako, ne, če se ti spomniš Alenka Bratušek, ki takrat imela eno zelo zanimivo hollywoodsko epizodico in sicer to je bilo takrat, ko je sodeloval tudi Erik Brecelj, ne, kirurg, v kadrovanju za ministra za zdravje, ne, če se spomniš, ne. Ampak takrat je padel na mizo zdravnik gospod Loredan, ne. Potem je to vse skupaj zamrlo, ne. Ampak nekaj tega, a veš, laičnega ali pa, če hočeš majhen celo, kako ne rečem, naivnega entuziazma bi jaz zdaj pričakoval, ne. Da se ne pojavljajo zaključna imena ljudje, ki nimajo nobene biografije, so pa menda strokovnjaki, ne, pa do zdaj ni bilo slišati. Mogoče bi bilo dobro dobiti nekoga, ki je entuzijasta, ne, pa je sicer strokovno podkovan, tako kot recimo bil Loredan ali pa tako kot je Erik Brecelj, recimo poznavalec razmer in zna regant natančno, mogoče celo prerigorozno, ampak večja rigoroznost je bolj koristna kot premajhna rigoroznost pri teh stvarih, ker gre za jedro neke korupcije, ne. In ne vem, se mi zdi, ne, da bi včasih bilo mogoče tudi ven iz strankarskega okvira dobro stopati pa iti nekam v civilno družbo. Ne. Saj mogoče to počnejo, le jaz tega zdaj ne morem vedeti, ne. Ampak vem to, da če bi šel pač če bi funkcioniral na tak način, ne, bi bilo dobro, je pa seveda po drugi strani tudi res, da bi moral zdaj pač proti 100. dnevu vladanja premier pokazati tudi neko določeno odločnost, narediti nek programski govor, iti pred javnost in povedati točno, ne. Kako si to predstavlja? Ne? Da imamo še 3 tedne časa, potem pa bo imela recenzijo 100 dnevov. Ne? Definitivno. Ne? Pa tudi to, recimo takrat, ko se je odprl dosje Dars, ne?
privatizacija Darsa. Ne. To je šel ven pa je zanikal, ne. Postavil, da ni to res, da to tako ne bo, da tega vlada nima v načrtu, da tega pač ne bo naredila, ne. Privatizacija cest in tako ne. Recimo. Ja, s tem, ne, da po drugi strani je pa očitno, ne, da obstajajo znotraj državne oziroma paradržavne sfere ljudje, ki pa za te procese začenjajo vsaj tlakvati neke poti. Ne? Zdaj, a veš, ti ljudje, ki to tlakujejo, so še vedno tam, ne? Se jim ni nič zgodilo. Ne? Tudi vprašanje, a se jim je rekel, ups, stop, ne? Cesta ni naprodaj. Tako da... Ampak to je treba reči. Tako je, ne? To je treba postaviti, programsko je treba postaviti, tudi sankcionirati je treba, veš... Mislim, ker tako, ne? Mislim, jaz ne vem, veš, se da potem kazensko pravno reči, ne, oprostite, ne, pač gospodje, ki se ukvarjajo z upravljanjem državnega premoženja, so prekoračili svoja pooblastila, ne, če so mimo vlade oziroma države sklenili, da bodo iskali kupce za slovenski asfalt, ne? Jaz mislim tako, ne? Tvoja stara teza, ki so se tukaj midva pogovarjali, je bila teza o fair playu. Že lansko leto enkrat so se o tem pogovarjali. Enkrat jo bova razvila, ko bova imela... Ampak to, jaz medklica, mimogrede, da mislim, da se mi zdi zelo čudno, ne, da tisto, kar smo se mi lansko leto pogovarjali o tem, kako so Janšo obtožili, zaprli in mi, da so se pač strinjali s tem, da se pravna država zgodi. Ampak, če se spomniš, pod očitkom KPK je to takrat tekel usporedno. Janša, ne? Janša je zdaj že ne vem koliko časa v zaporu, proti Jankoviču se ne dogaja nič, ne? Medklic, ne? Se pravi, nekaj mi tukaj ne štima. Nekaj mi ne štima. Človek kandidira za predsednika Olimpijskega komiteja. Ja. No, ampak zakaj sem to sploh omenil? Omenil sem, oziroma zakaj sem s tem začel? S tem sem začel zaradi tega, ker sem hotel povedati, recimo, da ta neverjetna energija po preživetju in po poslu, ki jo ima Jankovič, ne, če bi bila očiščena tega, kar je narobe, verjetno od nje ne bi dosti ostali. Domnevam, da od nje potem ne bi dosti ostali. Ampak recimo na konceptu dobronamernosti imeti neko tako energijo v določenih ljudeh, ki bi državo zaganjali z tem entuzijazmom, ne samo za libičnostjo, pravo, to ne dovoli, ali pa nihče ni kriv, dokler se mu ne dokaže krivda se mu dokazovala pa 10 let, kam pa pridemo? Daj pokaži entuzijazem, daj naredi nekaj pozitivnega, daj naredi neke sinergije pokaži. Znaj ceniti tudi svojega nasprotnika, ki ni nujno, da je sovražnik, ne? Naredimo nekaj za državo, pokažemo energijo, entuzijazem. In jaz mislim, da premier Cerar entuzijazma mu verjetno ne manjka, ampak pokazati pa energijo. Ne? To se pravi, a veš, udariti po misli in reči preprosto. Zdaj pa tako, zberimo se vsi tisti, ki dobro mislimo, ali pa, a veš, nagovoriti tudi, tle ima svoj delež tudi opozicija, ne samo da tečnari, ampak tudi da argumentira in zahteva določene stvari, ampak ne za prikritimi cilji, zato da naredi kaos v državi, zato da bo iz kaosa in iz vojne lahko izvlekla svoj Bog ve, kateri profit naročen iz Bog ve, katere svetovne korporacije ali pa domače korporacije ali pa cestnega lobija ali pa ne vem kjerga lobija. Ne. Skratka, a veš, ta dobronamernost bi morala funkcionirati, neka energija in entuzijazem bi se moral pokazati. Ne razumem, zakaj se ne pokaže. Se Slovenci vendar niso ljudje brez entuzijazma. Ne. Dobar je. Hvala.